Mihajlnak, akire sorod. Birtok! Podpis primopredajnega zapisnika o dolžnosti načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Dolžnost predaja general podpolkovnik Robert Glavaš. Dolžnost načelnika Generalštaba Slovenske vojske prevzema brigadir Boštjan Močnik. Primopredajo potrjuje minister za obrambo Republike Slovenije magister Borut Sajovic. Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, hvala lepa za vašo prisotnost. Pomeni, da bodo državljanke in državljani Slovenije seznanjeni s pomembno odločitvijo in s pomembnim dejanjem, ki je bilo izvedeno danes. Država je iz zastava države Slovenske vojske je iz pravih rok prišla v prave roke in zagotavlja stabilnost, varnost in odpornost še naprej. Izkoriščam priliko, da rečem dosedanjemu načelniku, generalpodpolkovniku gospodu Robertu Glavašu iskrena hvala za 5 let pa pol dela na čelu generalštaba plus že prej 2 leti za funkcijo namestništva. Če potegnemo črto, če pogledamo nazaj, Slovenska vojska je v fazi, uspešni fazi modernizacije in pa krepitve, tako kar se tiče opreme, kot tudi pozitivni podatki, kar se tiče kadrovske sestave. Tako da, spoštovani odhajajoči načelnik, res iskrena velika hvala. Kaj dokazuje njegova funkcija? Da takrat, kadar so v sistemu, v kolektivu stvari predvidljive, preudarno in mirno vodene, da so tudi uspešne. Enake so moje želje in pa trdno prepričanju, da jim bo novi načelnik Boštjan Močnik kos. Ima izjemno znanje, izjemne izkušnje, znanje na teoretični ravni in pa praktične izkušnje. Vodenje poveljstva sil je bilo uspešno, vzorno in mislim, da bomo vsi skupaj ta trend modernizacije, krepitve peljali uspešno tudi naprej. Zadovoljen sem, da se krepimo in pa delamo tudi na področju prostorskih sil. Zakaj se mi zdi to pomembno povedati? 17. december, praznik, prvi postroj, takrat, ko se je postavilo zametke Slovenske vojske, smo dokazali, da dobra opremljenost, usposobljenost pomeni odvračanje, sporočilo za navzven, na drugi strani pa se je kasneje v juniju in juliju pokazalo, kako pomembna je teritorialna pokritost celotnega območja države. Za konec pa še ključno sporočilo za nas
in za vse vas. Slovenija bo varna in odporna, če bo složna in pa enotna. Hvala lepa. General podpolkovnik Glavaš. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Seveda hvala ministru, da ko je prevzel funkcijo ministra, da je zaupanje do mene, do Slovenske vojske nadaljevalo se tam, kjer smo končali. Seveda mojemu nasledniku Boštjanu, ki sva rasla skupaj gor, želim čim boljše, uspešno, polno izzivov vodenje generalštaba oziroma Slovenske vojske v prihodnje. Spoštovani novinarji in novinarke, poglejte, tukaj se moram zahvaliti tudi vam, vsi skupaj. Hvala vam za podporo Slovenski vojski. Veliko smo se pogovarjali, veliko intervjujev je bilo, veliko je bilo zajtrkov z vami, tako da ste bili informirani o Slovenski vojski, kaj počnemo, kako razvijamo in po kateri poti gremo. Jaz upam, da bo to tudi naprej, ker edino tako skupaj lahko rečemo, da javnost prepozna vlogo Slovenske vojske, ne samo znotraj obzidja, ampak tudi širše, in hvala vam za to. Seveda po 5 letih pa pol dela kot prvi med vojaki, lahko rečem, da smo naredili veliko, ogromne korake. Če se spomnimo v letu 2000 oziroma 2020, ko je začel COVID, kako smo ustavili celotno Slovenijo oziroma svet in Evropo. Mi v vojski se takrat nismo ustavljali, kljub temu, da so bile določene prepovedi, smo izvajali določene naloge, smo razvijali Slovensko vojsko v pravi smeri in seveda pokazatelj je, da sistem, kot je Slovenska vojska, deluje tudi v kriznih časih. Prišla je vojna v Ukrajini, dogajale so se druge zadeve, katere smo se tudi mi odzvali in seveda skušali skozi reorganizacijo Slovenske vojske pristopiti k izkušnjam, ki jih ukrajinska vojska oziroma to, kar se dogaja na bojišču okrog nas. Tako da v 5 letih, če potegnemo, je Slovenska vojska postala drugačna, kot je bila leta 2020 in sem prepričan, da bo tudi leta 2028-2029 drugačna, kot je danes. Kajti Slovenska vojska ni organizacija, ki je senilna, kjer čaka na neke rešitve, ampak smo mi tisti, ki moramo to vojsko razvijati v pravi smeri. In še zadnje, seveda dokaz temu, da smo prepoznavna organizacija, tudi s pomočjo vas, kot sem že prej omenil, so nam številke tako pri naraščanju skozi kadrovske popolnitve, tako z štipendijami in vse ostalimi dokaz. Vojaški tabori, dokaz, da gremo v pravi smeri. In jaz sem siguren, da Boštjan, ki je dober poznavalec tega področja, bo tudi to imel kot prioriteto v naslednjih letih. Še enkrat z moje osebne strani vsem vam novinarjem hvala lepa, ker ste nas tako podpirali. Jaz samo želim, da bo tudi v bodoče tako podporo deležen moj naslednik oziroma brigadir Močnik. Hvala lepa. Brigadir Boštjan Močnik, prosim. Ja, hvala lepa in pozdrav še z moje strani. Najprej zahvala ministru za obrambo, Sajovicu za zaupanje, za posedanje tega delovnega mesta in dovolite mi 2 besedi o general podpolkovniku Glavašu. Kot je sam omenil, najna skupna pot ni zadnjih 5 ali pa 7 let, poznava se 20 in več let, sodelovala sva vsem tem obdobju vsak na svoji nalogi in seveda ta pot se je pač zaključila na primopredaji dolžnosti načelnika generalštaba. Drži, kar je bilo omenjeno, tempo sprememb, uvajanje novitet, izgradnja Slovenske vojske dobila pospešek ravno v njegovem načelovanju, tako da še iz osebne strani hvala lepa za tvoje delo. Z mojim prevzemom bo seveda Slovenska vojska v službi domovine tudi v prihodnje. Dolžnost, katero prevzemam, narekuje dobro poznavanje strateškega okolja, v katerem se ta trenutek nahajamo. Verjamem, da vsi razumemo, da sta se 2 največji prelomnici zgodila v letu 2014 in 2022. Po moji oceni je specifičnost tega trenutka, v katerem se nahajamo danes, ta, da se vse države, vse zaveznice, seveda tudi
Republika Slovenija in pa Slovenska vojska tega zelo dobro zavedajo in da se vsi trudimo in dajemo zelo velik napor k dvigu operativnosti, če želite, v vseh domenah vojaškega delovanja. Ne samo Slovenska vojska, ampak tudi Ministrstvo za obrambo sta skupnimi napori v zadnjem času uspešno obrnila trend tako kadrovskih kot tudi materialnih virov. Točno to področje bo tudi eden od mojih pomembnih vsakodnevnih naporov kot načelnika generalštaba Slovenske vojske. Torej, v bistvu gre za izgrajevanje celovitih vojaških kolektivov, ki bodo sposobni izvajati svoje poslanstvo. Se pravi, napori bodo vlagani v pridobivanje novih, svežih kadrovskih moči vsak dan, nove vojaške tehnike, kot končni cilj pa seveda zagotovitev bojne pripravljenosti Slovenske vojske za obrambo Republike Slovenije, kar nam jasno nalaga dikcija zakona o obrambi. Vsakodnevna osredotočenost dela pa se bo seveda med drugim nanašala po moje oceni na 6 ključnih vsebin. To pa so vzpostavljanje in ohranjanje optimalnih pogojev za urjenje vojaških enot in usposabljanje posameznikov Slovenske vojske, kadrovsko popolnjevanje in pa tudi zadrževanje kadra, nadaljevanje, kot je bilo predhodno omenjeno, procesa modernizacije in nadaljevanje preoblikovanja Slovenske vojske in seveda uvajanje vseh novih bojnih sistemov v strukturo Slovenske vojske. Izvrševanje nalog in naših obveznosti, ki izvajamo vsak dan že več kot 20 let v mednarodnih organizacijah, in pa tudi to, da bo Slovenska vojska v prihodnje, tako kot je do danes, bila prepoznana kot organizacija, ki je odprta do civilnega okolja in sočasno bila vsak trenutek na razpolago državnim organom in tudi pripravljena na pomoč pri vseh nalogah vezane na zaščito in reševanje v državi. In kar je pomembno, vsak dan skrbeti za svoje podrejene in izvajati kvalitetno vojaško voditeljstvo. Zame osebno je današnji dan v bistvu moj 18. vojaški kolektiv v karieri in hkrati se zavedam, da je to tudi zadnji kolektiv. V tem primeru se pač to imenuje kolektiv Slovenske vojske. In v tem novem kolektivu sem jaz samo prvi med enakimi. Slovenski vojski želim, da je tudi v prihodnje krasi pripadnost, častno ravnanje, vojaška disciplina, tovarištvo in pa seveda vojaška strokovnost. Ker se pa že malce nahajamo v predprazničnem obdobju in smo pred praznovanjem 35. obletnice plebiscita samoodločbe naroda, ko smo se pred 35 leti odločili, da želimo živeti svobodno in mirno v svoji lastni državi Republiki Sloveniji. In glede na čas, v katerem se danes nahajamo, je seveda naša odgovornost, da skupnimi močmi zagotovimo, da bo le-ta mirna in svobodna seveda tudi v prihodnje. V tem decembru in vzdušju, ki bo sledilo do konca leta, vam vsem želim prijetno praznovanje Božiča, dneva samostojnosti in vse dobro v novem letu. Pogumno Slovenija in srečno Slovenska vojska.